Pozdravljeni. Na vrsti je že prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Azerbajdžana. Skupaj si bomo pogledali vse tiste zanimivosti, ki smo jih lahko zapazili na prvem in drugem prostem treningu. Prvi del tega prispevka bo seveda kot običajno posvečen tehničnim novostim ter seveda zanimivostim. In tu v Bakuju smo lahko videli spremembo na barvni shemi pri Alfa Romeo F1 Team. C42 izgleda nekoliko drugače, ampak zeleno obarvani zadnji del ne pomeni, da bo bolid hitrejši ali po drugi strani počasnejši. Zato bomo našo pozornost usmerili najprej k zadnjim aerodinamičnim profilom. Namreč tu v Bakuju lahko vidimo različne rešitve. Namreč na glavnem profilu lahko vidimo, da so nekatere ekipe izbrale konkavno obliko. In po drugi strani, ukolikor našo pozornost usmerimo k tistemu zgornjemu pomožnemu profilu, bomo videli, da pri nekaterih ekipah je kot bistveno večji od tistega, kar bi lahko pričakovali. Kolikor si sedaj pogledamo rešitev ekipe Alpine, bomo opazili, da pri francosko-britanski ekipi so se trudili zmanjšati zračni upor. In njim se bomo vrnili še kasneje. Pri ekipi Haas so pokazali, ko se da tisti zgornji pomožni profil tudi malce obrezati. Tu bi se rad ustavil pri ekipi Red Bull, ker so ta dela se zavlekla nekako tudi v začetek drugega prostega dela. Vidimo lahko, da na začetku na bolidu Maxa Verstappena zgornjega pomožnega profila ni bilo. Tu vidimo rahlo iskrenje, ko so določene podrobnosti še recimo temu pilili in seveda na koncu zadeva je bila na mestu in je delovala. Spomnil vas bi rad, da na veliki nagradi Španije so imeli prav tu okrog zadnjega dvižnega pomožnega profila nekaj težav. A pri Red Bullu smo videli tudi novo obliko tistega dna bolida, seveda RB18. Posnetek, kjer sem dobil kar nekaj povečav, nam kaže kar sofisticirano dodelanost. Opazili smo lahko, da pri Red Bullu takšnega očitnega skakljanja bilo. Skakljanje je bilo pa pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer so se trudili z raznimi nastavitvami biti tisti optimum. Videli bomo, ali jim je to uspelo. Novost pri skuderiji Ferrari, vsaj kar se tiče aerodinamike, je izjemno majhna, ampak zanimiva. Tisti horizontalni nosilec vzvratnega ogledala je sidran drugje. Namreč sedaj sega pravzaprav do roba vozniške kabine. Prej je bil pritrjen bistveno bolj proti zunanjemu robu, vsaj kar se tiče širine. A vrnimo se že k prej omenjenem Alpinu. Namreč tu lahko vidimo nekaj, kar nas spominja na rešitev ekipe Aston Martin. Bočna vstopna reža je čisto nekaj drugega kot tista, ki smo jo videli do sedaj in verjamem na posnetkih se malce slabše vidi, kajti na tem delu so pri ekipi Alpine odstranili barvo in na samih, recimo temu, surovih ogljikovih vlaknih se oblike težje razpoznajo. Ampak na tem posnetku lahko vidimo tisti pokrov reže, ki je v kontrastni barvi in
lahko opazimo, da je tratnega preseka. Sedaj bi vam rad pokazal fotomontažo, ki sem jo pripravil pravzaprav pri predstavitvi Alpine. In tu lahko vidimo pravzaprav primerjavo z Aston Martinom, ki ima približno sedanjo obliko vstopne reže. In vidite lahko, kakšna je razlika med tistim, kar je bilo in tistim, kar je. Ampak bi vam rekel, da pri ekipah Formule 1 se vsi nekako začeli usmerjati v tiste rešitve, ki jih vidimo pri Red Bullu. Ampak lahko gre samo za moj osebni občutek. Treba je omeniti, da tu v Azerbajdžanu smo videli tudi tiste pričakovane menjave, kar se tiče elementov pogonskega sklopa. In ne nič kaj takega, mnoge ekipe so ugradile drugi komplet, ampak verjamem, da mnoge izmed vas zanima, kaj se je zgodilo pri Ferrariju Charlesa Leclerca. Videli smo, da so ugradili tretji turbokompresor, ampak niso zamenjali tudi tretjega elementa MGU-H. In to je zanimivo, kajti ponavadi ta dva segmenta gresta v menjavo skupaj. In to bo pomenilo dodatno delo, seveda za mehanike in tehnike, kajti jasno je, da ponavadi, vsaj kar se tiče prostih treningov, imajo pri ekipah tiste starejše izrabljene komplete. Za samo dirko in seveda predtem kvalifikacije pa bistveno bolj sveži material. Sedaj, kot izgleda, ker je prišlo do okvare na tistem drugem setu, bodo turbino Charlesa Leclerca prestavljali iz starega prvega pogonskega sklopa na drugega. In sedaj bo marsikdo izmed vas dejal, saj spremljali smo prvi in drugi prosti trening, ampak poročilo je prišlo na dan sedaj, zato je bil element jasno tudi sedaj na prvem in drugem prostem treningu vključen. Bo prišlo med petkom in soboto do menjav, bodo turbino seveda prestavili na nov set, kar ni nič takega, ampak samo dodatno. A sedaj je treba našo pozornost usmeriti tudi na tisto, kar so pokazali prosti treningi, oziroma na predvidevanja, kaj lahko pričakujemo na samih kvalifikacijah. In seveda na vrhu so zadeve dokaj jasne. Namreč vidimo oba Red in vidimo Charlesa Leclerca. Sedaj razlika med temi tremi vozniki tako minimalna, govorimo za razmere prostih treningov, da je težko napovedati, kdo bo hitrejši. Ampak zavedamo se lahko dejstva, da bodo razlike res minimalne in da bo odločalo morda prgišče na to Alpine. Videli smo zadnji profil, ki je nekako napovedoval nizek zračni upor. Videli smo paket posodobitev, ki je zanimiv, in seveda videli smo tudi zanimive rezultate na prvem in drugem prostem treningu. Treba je poudariti še nekaj. Proga v Bakuju ima v bistvu dve duši. Tisti del proge v tretjem in prvem sektorju je izjemno hiter, zahteva visoko končno hitrost, medtem tisti okrog starega jedra, okrog trdnjave, zahteva oprijem. Glejmo si malce, kakšna je bila končna hitrost na prvem prostem treningu. In vidimo, da tu je prednjačil Alpine. Red Bull ni bil daleč, ampak Ferrari Charlesa Leclerca je izgubil v primerjavi z nasprotniki med 6 in 7 km na uro. In zopet je treba poudariti, da gre za prosti trening, kjer je morda marsikaj skritega, ampak 6 oziroma 7 km na uro je precej. Posebej na tako dolgem odseku, kjer pogonski sklop v bistvu gre na polno, kjer je stopalka za plin pritisnjena do konca.
In sedaj se lahko začnemo spraševati, kljub rezultatu, ki ga bo lahko prinesla kvalifikacija samega Ferrarija Charlesa Leclerca, kaj bo to pomenilo na sami dirki. Malo je še podatkov in o tem se bomo pogovarjali bolj v zadnjem briefingu. Pri preostalih pa je treba poudariti rahlo razočaranje pri tistih, recimo temu, klasičnih zasledovalcev. Pri Mercedesu, kjer pričakujemo korak naprej, ni bilo videti tistega, kar smo pričakovali. Seveda, zopet se je pojavilo skakljanje. Po drugi strani Carlos Sainz mlajši ne dosega tistega, kar kaže Charles Leclerc, ampak opazil sem, da tudi Ferrari skaklja, da še bolj kot Mercedes. Mogoče samo stvar nastavitev na prostem treningu. Ampak, da bi videli kakšen konkreten korak naprej, naprimer Alfa Romeo F1 Team, Alfa Tauri, McLaren, daleč od tega. Ni važno toliko mesto, kot je važen sam zaostanek. Za rezultate Aston Martina nisem presenečen, čeprav bi želel, da bi bili hitrejši. In seveda pri ekipi Haas, posebej pri Micku Schumacherju, so se začeli kazati na obzorju izjemno temni oblaki. Po eni strani tehnične težave, po drugi strani dobesedno nima možnosti pripraviti bolida, kajti če ima tehnično okvaro, njegov program v zamudi, kar dodaja določen pritisk. In konec koncev je važno imeti tudi dober rezultat. Pričakujem reakcijo, ampak dirka bo pokazala svoje. A da malce potegnemo nek zaključek. Vidimo lahko, da tokrat, kar se tiče borbe za najboljše štartno izhodišče, bomo lahko stavili na 3 voznike. 2 Red Bulla in Charlesa Leclerca pri Ferrariju. Vsi ostali so iz te borbe dobesedno izključeni. Zaostanki so preveliki in res videli bomo, kako se bodo zadeve zaključile, kajti tu je pomembno, da tudi drugi ne napravijo kakšne neumne napake, ki bi pomenila, na primer, prekinitev rdečo zastavo. Zato bodo kvalifikacije, po mojem osebnem mnenju, zanimive in nam bodo dale neko drugačno razmerje tistih sil, ki jih navadi gledamo na drugih klasičnih programih, a ne na vrhu. Danes za ta prispevek pred kvalifikacijami pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.